Spoštovani, tudi vsega hudega vajeni smo naravno zgroženi nad dokazi o sistemski korupciji, ki prihajajo te dni na plan. Poslušamo danes čez dan vso samohvalo prvorazrednih, ker prej niti ni bilo časa spremljati vsega. Kako lahko oni vse in za kakšno ceno uredijo, ker imajo dostop do tistih, ki vladajo v Sloveniji iz ospredja in iz ozadja. Omrežje političnih, interesnih in sorodstvenih povezav povzdignjeno nad zakon. Nedotakljivi, prvorazredni. Doslej smo o tem odprto govorili prizadeti, ki smo posledice občutili na lastni koži. Sedaj so spregovorili tisti, ki so sami del te združbe. Dragi državljani, vlada nam organizirana kriminalna združba. So povsod. V vladi, policiji, na tožilstvih, na sodiščih, vse do najvišjih državnih podjetjih, med odvetniki, v upravnih enotah, v vodstvih medijskih hiš, v Olimpijskem komiteju in celo komisiji za preprečevanje korupcije. Ker če tam ne bi bilo vpliva, tudi tako močnega kriminalnega omrežja ne bi bilo mogoče vzpostaviti v tem času. Mi še vedno verjamemo, da niso kar vsi v policiji in sodstvu ali upravi del te združbe. To je bilo tudi sicer nemogoče. So pa očitno lovke te kriminalne združbe tako razporejene, da z vodstvenih položajev in s pomočjo prikrivanja preko režimskih medijev obvladujejo vse podsisteme. Tako da tako močno obvladujejo, da se s tem odprto hvalijo ne samo sami med seboj, ampak tudi pred tujci. Počutijo se popolnoma varne. Tudi v Bruselj, v Evropsko komisijo, je ta organizirana kriminalna združba za svojo zaščito v Evropsko komisijo poslala nekoga iz svojih vrst, in sicer nekdanjo registrirano sodelavko Udbe Blanko oziroma Marto Kos, ki se je poslancem Evropskega parlamenta obrazlagala, kar je dokazano v zadnjih dneh s to objavo nespornih dokumentov. Zato bo moral odstopiti in Slovenija bo z novo vlado tja poslala kredibilno osebo, ki bo delala v korist države in ne v njeno sramoto in zaščito Udbo mafije. V državi, ki obvladuje kriminalna združba, je ena največjih škod dejstvo, da se korupcijskem sistemu potem hočeš nočeš prilagodijo tudi državljani, ki bi radi v nekem razumnem času uredili zadeve v upravi ali na sodiščih, pa tisti, ki sodelujejo na javnih razpisih ali potrebujejo kjerkoli kako hitro rešitev. In potem plačajo tistih 10%, kot se je pohvalila odvetnica, in to je to. Sprašujem vas, ali res želite živeti v takšni državi? Se volitve pred vrati, vendar bi vsaki kolikor toliko spodobni državi vsaka vlada v takem primeru odstopila že včeraj. Iz higienskih razlogov, pa tudi zato, da vendarle povrne vsaj kanček zaupanja v vladavino prava. Pri nas se to očitno ne bo zgodilo, ker se počutijo nedotakljive, se sprenevedajo, so arogantni, zdaj so vsi naenkrat drugi krivi. Nikoli me ne bodo zaprli, ker sem bil vedno proti politiki Janeza Janše, je daljnega leta 2014 v kamero povedal Zoran Janković. In ga res niso, vse do danes, ker je nedotakljiv, prvorazreden. In to je bilo tisto leto, ko so predsednika stranke, ki je imela največjo podporo na anketah, 3 tedne pred volitvami nezakonito poslali v zapor in ukradli volitve. Še prej so v največji državni banki oprali 2 milijardi dolarjev za iranski režim, ki je bil takrat pod trojnimi mednarodnimi sankcijami. In človek je to omogočil, danes vodi nacionalni preiskovalni urad. Provizija tega opranega iranskega denarja pa še vedno krožijo med tistimi, ki so kriminal epskih razsežnosti omogočili nekaznovano. In ta gospod 10% nam bo v ljubljanskih Stožicah 5 noči čuval skrinjice z nepreštetimi in neoštevilčenimi glasovnicami iz 14 predčasnih volišč. To stanje imamo. Pa še nekaj je treba dodati. Včeraj je Golobova vlada presenetljivo odstopila od pridružitve tožbi Južne Afrike zoper Izrael, ki so jo prej družno napovedovali dolgo časa, na vseh kanalih.
Zdaj pustimo ob strani dejstvo, da je takšna tožba za Slovenijo škodljiva in se vprašajmo, zakaj naenkrat ta preobrat? Kaj se je vmes spremenilo? Je prišlo v ozadju do kakšne trgovine? Bo kak posnetek koruptivnega ravnanja manj objavljen? So bili mogoče zbrani tudi dokazi o Ljubljani kot varnem regijskem centru razpečevanja kokaina in sintetičnih drog, ki ga zaradi povezav z vrhovi nihče ne ogroža? So bili oblastnikom predstavljeni dokazi o toku provizij od iranskega denarja? A smo še suverena država? Spoštovani, kadar država vodi organizirana kriminalna združba, ki je po vrhu še tako arogantna, da tega niti več ne skriva, potem je taka oblast lahko tarča izsiljevanj kogarkoli, ki brez večjih težav zbere dokaze o državnem kriminalu. Zato vas sprašujem, veterani vojne za Slovenijo, smo se res borili za tako državo? Upokojenci, ali ste res desetletja garali in plačevali v pokojninsko in druge blagajne za to, da danes z vašimi žulji upravlja kriminalna združba? Delavci in podjetniki, ali želite še naprej plačevati previsoke davke in prispevke za to, da si bodo nekateri pobirali potem dodatnih 10% ali več? Si mladi res želite živeti v državi, kjer se posvečenim odpisujejo 10-milijonski dolgovi, vi pa potem za najemnine plačujete polovico mesečnega dohodka? Jaz verjamem, da ne. Zato moramo Slovenijo iztrgati iz rok organiziranega kriminala prvorazrednih. Ukradeno državo si bomo Slovenci vzeli nazaj. Še je čas, vendar samo, če stopimo skupaj za ustavno večino razuma in na volitvah tej arogantni kriminalni združbi pokažemo vrata zapora. Po volitvah pa skupaj zagotovimo vladavino prava, enakost pred zakonom, meritokracijo in dobro prihodnost brez delitev na prvo- in drugorazredne. Hvala lepa.